Vesela sem, da lahko v svoji družbi predstavim svetovnega prvaka, zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala in pa Ivo štirikrat srebrnega na olimpijskih igrah. Dobrodošel v Kranjski Gori. Hvala. V muzeju v Mojstrani sta skupaj z Mihom Podgornikom predstavila vrhunski potopis vajine Grenlandije in še predtem Islandije. Grenlandija je bilo 18 dni in kar zelo napornih. Ja, smo imeli kar slabe vremenske pogoje, z veliko vetra, novega snega in ja, temperature so bile kar pod 30 Celzijev in ja, ni bilo lahko. Nismo pričakovali, da bi bilo tako težko z vremenom, ampak okej, smo zborbala in na koncu je kar zanimiva zgodba bila. Vmes oziroma vidva sta že na začetku povedala, da pač sta izbrala sicer mesec april, ko so tam res vremenske razmere najtežje. In vsem gledalcem, poslušalcem se je porajalo vprašanje, zakaj nista izbrala meseca, ne vem, julija ali pa avgusta, ko bi vama bilo vseeno lažje. Sigurno, da bi nam bila lažje, tako kot sem povedal, nismo pričakovali, da bi nam bilo tako težko. Sej je zgleda, da je zima malo bolj dolgo potrajala tam. Pa je nekaj zadev, zakaj smo naredili to v aprilu, ker začetek in cilj odprave sta na relativno mali nadmorski višini in so pol kar težki pogoji z snegom pozneje v letu, v juniju ali pa juliju. In želeli smo si, da bi izkusili ta prave polarne pogoje. Ne? In dobila sta jih. Ja. Najtežji so bili tisti dnevi proti koncu, no, ko res pogoji so se slabšali iz dneva v dan, potem so prišle še ozebline in dejansko nisva vedela, kako bova do konca točem prišla, ker nam je tudi hrane začelo zmanjkati, tako da zadnji dnevi so bili resno. Najhujš pa zadnji dan, ko še morje ni bilo zamrznjeno in je psiha res že, ker si že toliko bliz, pa se ti še podaljša to za en cel dan dela, je bilo kar. Kaj v tistih najtežjih trenutkih razmišljaš, kaj ti gre po glavi? Ja, v najtežjih trenutkih seveda neke negativne občutke doživljaš, ampak če se jih zavedaš, jih moraš odstraniti, ker so nekoristni in te samo ovirajo. Moraš pač se tega zavedati in najdati voljo, da greš naprej, ker drugega ti itak ne preostane. Si kdaj vmes pomislil, kaj mi je bilo tega treba, rajš bi končal? Ali pa sploh ne bi šel, ali pa zdaj bi šel domov? Ja, sem pomislil. Sem si mislil, da bi rada zdaj končal, če bi bilo mogoče. Ampak tako je, da ko si enkrat sredi te puščave, lahko greš samo do cilja, ni druge variante. In z ene strani je to takšen test vzdržljivosti, ker ko pridejo težka obdobja, težki dnevi, lahko greš sam naprej. Mi tudi nismo imeli limitirano hrano na 20 dni, ker smo želeli prečiti hitro in smo zato s sabo imeli malo manj prtljage kot normalno. In zato smo na koncu v težkih dnevih tudi morali smo gurati naprej. Ne? Druge ni bilo. Normalno bi v težkih dnevih lahko ostala v šotru, prespala. Ko bi nam zmanjkalo hrane, to ni bila opcija seveda in zato smo kar borbali naprej. To je, kot si rekel, test vzdržljivosti. Po eni strani pa to tudi psihološki test. Biti z enim človekom 24 ur na dan, 18 dni. Sta se kdaj sprla, sta se kdaj skregala? Ne. Na prečenju se nismo nikdar skregali, ker sigurno, da razpoloženje gre dol gor, ampak
svoje frustracije normalno obdržiš za sebe in poskusiš, da bi bil pozitiven do svojega partnerja, ker mislim, da partnerji imajo kar ogromen vpliv en na drugega v takšni situaciji in pozitiva je kar nekaj zelo pomembnega. Oba sva sigurno v nekih trenutkih smo vedela, da situacija ni najboljša, ampak poskusila smo, ne vem kaj, bili smo malo, tako, ne vem, kako bi povedal, ravnodušni proti tega. Vedeli smo, da je težko, ampak nismo se pogovarjali o tem. Kako pa tvoji domači, žena, otroka sta mogoče še malo premehna, da bi to toliko dobro razumela, ampak kako Elin sprejme te tvoje odločitve, ki so res zelo ekstremne in lahko bi bili mogoče še hujši pogoji, pa ne vem, bog ne daj, da pride do kakšne poškodbe, da greš težje naprej. Ja. Kako ona sprejema to? Ja, sigurno, da je malo zaskrbljena, ne? Ampak ona me podpira in na Grenlandiji je prevzela aktivno vlogo v naši ekspediciji, kjer nam je vsak dan najmanj 2-krat slala čez satelitsko komunikacijo, nam je slala vremensko napoved in vse druge zadeve, ki bi eventualno rabili, nam je bila oseba za kontakt. Koliko sta bila recimo lahko na vezi z domačimi, z najbližjimi, s tistimi, ki vaju vseeno znajo spodbuditi, pa vama, ne vem, povedati par dobrih besed spodbudnih? Je bilo kaj te možnosti ali ne? Ja, možnost je bila, pač satelitski telefon, ki ga v bistvu nisva koristila razen takrat, ko so prsti pomrznali, da sva zdravnika poklicala. Drugače pa samo prek satelita sva dobivala 1-2 message na dan, ampak še to bolj v smislu, kakšna bo razmere v naslednjih dneh, tako da sva se mogla sama znajdeti, ampak sej že to, da imaš druga v spodbudo, je že veliko. S kakšnimi poškodbami sta prišla domov? Vemo, da Miha je imel zebline na prstih, ti si imel težave s prstom na nogi. Je bilo še kaj hujšega? Koliko časa recimo telo rabi, da se regenerira od take poti? Miha je imel zmrznjene prste na rokah, jaz sem imel par zmrzotin na nogah in nekaj mi je bil malo, so mi bili natovčeni ti prsti na nogah. Pa tudi sem zgubil, kako se kaže, osjet v tej strani noge. Občutek? Občutek, ja. Okay. Ta se še vedno ni vrnil, ampak to mislim, da mogoče se še bo. Miha se je rehabilitiral v bolnišnici zaradi svojih poškodb in na koncu je kar srečno se končalo, ker je izgubil samo 2 mm mogoče srednjega prsta na levi roki. Drugi prsti so se na srečo so ok. Jaz pa sem tudi bil v barokomori teden dni zaradi ozeblin na nogah, ampak moje ozebline iz štarta niso bile tako težke kot Mihine in sem se kar hitro vrnil nazaj v normalno stanje. Ivo, najlepša hvala, da si vzel čas za nas. Uživaj v Kranjski Gori in srečno. Hvala. Hvala.